Zdaj pa veste, kva delam med oglasi, ne? Vsak ima svoj hobi. Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden. Ameriški Department of Government Efficiency, oziroma na kratko DOGE, se je v zadnjih tednih kar pogosto pojavljal v novicah zaradi svojih nenadnih rezov v razne ameriške zvezne agencije. Da bi pa o tem in o teh rezih izvedeli čim več, pa je sedaj tukaj z nami naš obalni korespondent Marko Žerjal, ki se je bolj podrobno poglobil v to tematiko. Gospod Žerjal, dobrodošli. Povejte mi, gre tu za rezanje tako rekoč balasta ali nevarne posege v pomembne družbeno koristne programe? Gospod Godler, preveril sem nekaj vladnih izdatkov, ki jih je DOGE oklestil in skoraj malo težko se je odločiti, če so bili te rezi upravičeni. Denimo, $250,000 bi moralo iti za povečanje veganskih, lokalnih, podnebnih akcijskih inovacij v Zamibiji. Pa ne veganskih podnebnih inovacij. Je res. To so zagotovo inovacije, ki jih bomo pogrešali skoraj toliko kot vegana na pikniku. In to še ni vse. Potem so odkrili, da je $1,5 milijonov šel za napredovanje raznolikosti, enakosti in vključenosti na delovnih mestih v Srbiji. V Srbiji? V Srbiji, ja, ker bi bila vprašljiva poraba davkoplačevalskega denarja, če si Srb. Ampak popolna neumnost za kogarkoli drugega. In seveda ne pozabimo na $47,000 za transspolno opero v Kolumbiji. Mislite transspolne operacije? Ne, opero. Transspolno opero, kako to izgleda? Ja, če imate $47,000 viška, lahko vidite. Pa mislite, da bojo ljudje v Kolumbiji sploh šli gledati kaj takšnega? Ja, mogoče, če jih plačate, mislim. Lahko je bilo tako mišljeno, lahko je bilo €7,000 za produkcijo opere in €40,000 za publiko, da kdo sploh pride. Okej. Ampak, če šlo toliko denarja za stvari, ki res ne zgleda, da komorkoli koristijo, zakaj ste pa rekli, da se težko odloči, če so bili ti rezi upravičeni ali ne? Ja, gospod Godler, to pa je zato, ker sem se odločal med tem, da so bili upravičeni in skrajno upravičeni. Okay. Če mene vprašate, gospod Godler, nekaj podobnega kot ameriški DOGE potrebujemo tudi pri nas. Zato predlagam, da čim prej ustanovimo pri nas oddelek za javno eliminacijo brezveznih izplačil odjebi. In ne samo to, ampak jaz kandidiram osebno, da mene postavijo za vodjo. Tudi pripravil sem si par obveznih stvari. Okej. Evo nas. Okej. Slovenija, dajte mi pooblastila in odstranil bom vse nepotrebne stroške iz javnega proračuna čez noč. Ampak, gospod Žerjal, a mislite, da boste kos takšni nalogi? Tle gre za kompleksne sisteme, za ustanove, za postopke, za... A veste, kaj vse to pride za? To je res, ampak brez skrbi, gospod Godler, izvajali bom samo precizne, kirurško natančne reze v javno porabo, ki ne bojo ogrožali ničesar pomembnega. A veste, kot pri frizerju, samo malo bomo po vrhu pokrajšali. Tako da, brez skrbi Slovenija, vi jih držite dol, jaz bom rezal. Okay, hvala lepa, gospod Žerjal, se že vnaprej veselim te vaše amputacijsko-shujševalne terapije za proračun. Seveda. Hvala. In Slovenija, moje srce... Vredno je. Hvala lepa. Hvala lepa. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.